Lepo pozdravljeni. Potem, ko je občinski svet občine Krško decembra lani sprejel odlok o proračunu občine Krško za leto 2020, so svetnice in svetniki na julijski seji sprejeli drugi rebalans letošnjega proračuna. Prihodki se zvišujejo za 2,2% ali 930 tisoč evrov in znašajo 42,8 milijona evrov. Odhodki pa so od prvotno načrtovanih višji za 0,4% in znašajo 45,8 milijona evrov. Razlogi za rebalans proračuna bi lahko rekel so v covidu. In sicer zaradi interventnih ukrepov, ki jih sprejema država, in v sklopu vseh teh ukrepov je država nekoliko povečala tudi glavarino občinam, in sicer je prišla na tisto višino, ki je bila nekako želena strani občin, po drugi strani pa je nekoliko povečala tudi sredstva iz naslova 23. člena, ki so sicer po zakonu povezana z glavarino. Skupni obseg davčnih prihodkov se tako v primerjavi s sprejetim proračunom povečuje za 1,24 milijona evrov in za leto 2020 znašajo skupaj 22,1 milijona evrov. Ob tem so za 100 tisoč evrov zmanjšali skupni obseg transfernih prihodkov, in sicer iz naslova dividend, ki jih v letošnjem letu ne bodo prejeli. Na odhodkovni strani pa smo predvideli 66 tisoč evrov prihodkov iz naslova 23. člena, ki jih bomo razporedili za obnovo osnovne šole oziroma razširitev osnovne šole na Raki, in pa seveda skupna poraba za to razširitev pa bo znašala še dodatnih 166 tisoč evrov. Ta sprememba, ki se nanaša na investicijo na Raki, in pa prihodki so glavni razlog za spremembo proračuna. Ta sprememba niti ne bi bila tako potrebna, če ne bi šlo pravzaprav za nujo zaradi pridobitve teh sredstev iz 23. člena. Zato smo morali pravzaprav v celoti se lotiti rebalansa, kajti ne bi bilo to možno narediti s prerazporeditvami sredstev v okviru dogovorjenih dovoljenih po odloku proračuna. Na julijski seji občinskega sveta občine Krško so svetniki med drugim potrdili dokument identifikacije investicijskega projekta prizidave osnovne šole Raka. Na območju Rake ugotavljajo povečano število učencev, zaradi česar na tamkajšnji osnovni šoli nastaja prostorska stiska. Trenutno primanjkujeta 2 učilnici. Nekaj časa smo že iskali rešitev, kako bi to zadevo in ta problem rešili. Namreč težava je v tem, da nimamo prostora, kjer bi lahko celoten objekt širili. To smo potem prišli do ideje, da bi ga širili na območje atrijev znotraj obstoječega tlorisa, tako da bi zato narejen tudi projekt, in računamo, da v letošnjem letu, nekje v juliju in avgustu, bi lahko to modernizacijo oziroma spremembo tudi naredili. Celotna investicija bo znašala okoli 260 tisoč evrov. Za naložbo občina pričakuje 43 tisoč evrov nepovratnih in 21 tisoč evrov povratnih sredstev na podlagi 23. člena zakona o financiranju občin. Preostali del sredstev v višini 196 tisoč evrov bo občina zagotovila sama. S tem bodo za prvo silo rešeni problemi s prostorom v tej šoli, kjer zdaj otroci gostujejo po različnih prostorih, tudi izven samega šolskega objekta. Potrebe po nadaljnji širitvi šole se zaenkrat ne kažejo. V bistvu bolj zabeležimo migracijo, se pravi med različnimi deli občine. Ena območja se nekoliko razseljuje, druga pa priseljuje, tako da neto učinek na prebivalstvo občine je sicer približno 500 novih ljudi v zadnjih 2-3 letih, ampak večinoma so to starejše osebe, tako da ni tako veliko teh prirasta malih otrok, tako da število se giblje nekje približno v istem številu, vendar pa, kot sem rekel, problem so migracije iz enega dela občine v drug, kjer je mogoče malo bolj prijetno bivanje, in zato so nekje nastajajo problemi, druge se pa prostor sprošča. Šola je sicer v dobrem stanju, saj so jo v letu 2011 obnovili. Praktično zdaj od vseh obnov šol nam ostaja samo še novogradnja šole dr. Mihaela Roslohar, vse ostale šole pa so bolj ali manj obnovljene, pa potrebno je omeniti tudi za novogradnjo 3 oddelkov v osnovne šole Leskovec v Velikem Podlogu, ki je tudi načrtovan, ne bi bil začet letošnjem letu. Vlada je na podlagi 3. protikoronskega zakona določila seznam 187 pomembnih investicij v skupni vrednosti 7,7 milijarde evrov. Med njimi sta tudi hidroelektrarna Mokrice in drugi blok nuklearne elektrarne Krško. Na spodnji Savi trenutno obratuje 5 elektrarn: Vrhovo, Boštanj, Arto Blanca, Krško in Brežice. Projekt zadnje v verigi, hidroelektrarne Mokrice, zaradi nenehnih pritožb okoljevarstvenih
zdravstvenih organizacij že vrsto let stagnira. Odločitev vlade, ki je na podlagi 3. protikoronskega zakona pripravila seznam 187 prednostnih infrastrukturnih investicij, na katerem najdemo tudi hidroelektrarno Mokrice, je pomembna za čim hitrejše dokončanje verige, pravi generalni direktor Gen energije. Za nas je hidroelektrarna Mokrice pomembna hidroelektrarna, predvsem zato, ker je zadnja v verigi in bomo lahko izkoriščali naravne danosti in pa možnosti oscilacije pretokov in pa proizvodnje cele verige. Zato seveda podpiramo, da je ta projekt našel svoje mesto v prioritetnih projektih, ravno zato, ker je možnost pridobiti gradbeno dovoljenje in seveda mi kot energetske družbe smo pripravljeni finančno, strokovno seveda izvesti to investicijo, glede na to, da smo uspešno izvedli celo verigo. V družbi Gen energija si seveda želijo s projektom hidroelektrarne Mokrice nadaljevati čim prej. Vsekakor bi želeli do konca leta pridobiti dovoljenja, seveda postopki so pa zanimivi, zahtevni in zato je težko predvidljivo točen datum, ampak vsekakor bi želeli delati čim prej, kot sem rekel, do konca leta. Odločitev vlade, da projekt hidroelektrarne Mokrice uvrsti na prednostni seznam investicij, veseli tudi brežiškega župana. Dejstvo je, da ta investicija že zaostaja praktično 3 leta oziroma prve načrti so bili, da bo dokončana v letu 2017, potem se je prestavila na leta 2019 in pa seveda potem na leto 2022 in seveda, vkolikor ne bo to prednostno obravnavano, dejansko ta hidroelektrarna še dolgo ne bo zgrajena. Za občino Brežice je to ključnega pomena, da se ta hidroelektrarna zgradi, kajti to je zadnja v verigi, ki bo nekako stabilizirala oziroma uravnavala celo verigo. V Brežicah pa seveda je ključno, kajti ob tem se gradi tudi poplavna varnost še določenih vasi, kot so Loče, Rigonce, Mihalovec, delno tudi Čatež in pa ostale. Je pa ključnega pomena, če hočemo zavarovati te vasi, kajti ne želim si, da bi se nam zgodila zgodba iz 2010, ko so določeni ljudje v teh vasih imeli tudi po 1,5 metra ali pa 2 metra vode v svojih hišah. Hidroelektrarna Mokrice bi sicer letno proizvedla 131 gigavatnih ur električne energije. Na prednostnem seznamu investicij pa je med drugim tudi projekt drugega bloka nuklearne elektrarne Krško. Predvsem zato, da se začne umeščanje v prostor in priprava tega projekta. Mi bi predvsem želeli dobiti čim prej energetsko dovoljenje, potem pa seveda tudi pobudo za umeščanje v prostor, tako da naš namen je, da bi z letom 2027 najkasneje začeli z izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Zdi se nam sploh pomembno, da država čim bolj realno planira svoje projekte in seveda ta vlada je našla prostor za dolgoročno planiranje pomembnih objektov za Slovenijo. Ravnanje z odpadki predstavlja enega večjih izzivov za vsa evropska in svetovna mesta. Še posebej, ko gre za projekte sanacije in zapiranja odlagališč nenevarnih odpadkov. Družba Kostak je v sodelovanju s hrvaškim podjetjem Opera Group v letošnjem letu začela izvajati dela na sanacijah odlagališč na Hrvaškem, med drugim tudi v Poreču. Skupina Kostak je v partnerstvu s hrvaško družbo Opera Group v letošnjem letu pristopila k izvajanju del na sanacijah odlagališč. Na Hrvaškem trenutno poteka več takšnih projektov. Prejšnji teden so zaključili dela v Poreču, ki so trajala približno pol leta. V Poreču samem smo prejšnji teden uspešno izvedli tehnični pregled. V Poreču smo sanirali odlagališče tako, da smo prestavili nekje 30.000 kubikov odpadkov, da smo oblikovali neko celoto. Potem smo to prekrili z tesnilnimi slojimi, naredili geodrenažni sistem odplenjevanja, imeli smo obvodni kanal za odvodnjo meteorne vode in pa sam sistem odplenjevanja, ki se je priključil na obstoječo bakljo. Družba Kostak je sicer v zadnjih letih izvedla več podobnih sanacij odlagališč. Med drugim so na Hrvaškem sanirali odlagališča v Kninu, Pazinu in v občini Sveti Ivan Žabno. Prav tako je bil tehnični pregled opravljen uspešno v ponedeljek v Pazinu. Zdaj nas čaka še tehnični v Žabnem čez 2 tedna in potem začenjamo z novimi projekti naprej. Sanacija enega takšnih odlagališč se bo namreč v naslednjih dneh začela pri Varaždinu, zatem pa še pri Bjelovarju. Na redni seji občinskega sveta občine Brežice so svetniki med drugim izdali soglasje k ceni storitev pomoč družini na domu ter sprejeli odlok, ki ureja plovbni režim na akomodacijskem bazenu hidroelektrarne Brežice.
Storitev pomoč družini na domu občine izvajajo kot svojo javno nalogo. Občina Brežice jo izvaja v sodelovanju z brežiško enoto Centra za socialno delo Posavje kot izvajalcem. Skladno s področno zakonodajo vsako leto na podlagi kalkulacij izvajalca občinskim svetnikom predložijo predlog nove cene. Cena storitve se za letošnje leto znižuje za 1,56%. Samo znižanje pa je predvsem na račun tega, da bo občina z letošnjim letom izvajalcu dala v uporabo 3 dodatne avtomobile. Cena za uporabnika bo 6,95 evrov, kar pa za občino pomeni, da mora ekonomsko ceno sofinancirati v deležu 62,80%. Potrebe po tej storitvi so na območju občine Brežice precejšnje. Potreba dejansko kaže tudi demografsko sliko občine in v zadnjih letih narašča. Tako da imamo v povprečju sicer še vedno podpovprečno število uporabnikov, je pa to 85 in je v zadnjih 2 letih narastlo za povprečno 25 uporabnikov. To odraža demografsko sliko, kot rečeno, saj občina Brežice po svoji starostni strukturi šteje med najstarejše občine v regiji Posavje. Svetniki so prav tako sprejeli odlok, ki ureja plovbni režim na akumulacijskem bazenu hidroelektrarne Brežice. Spremembi smo pristopili zato, ker se je naknadno po sprejetem odloku leta 2018 ugotovilo, da lahko službo upravljavca pristanišč ter vstopno-izstopnih mest opravlja le služba, ki ima urejen status gospodarske javne službe, kar pa Zavod za šport, ki je imenovan z odlokom, ni. Zato se v spremembi predlaga, da se za upravljavca pristanišč in vstopno-izstopnih mest predlaga Komunalo Brežice, ki bo opravljala naloge, ki so določene z odlokom. V počitniškem času številne organizacije in društva pripravljajo različne oblike organiziranih dejavnosti za otroke. Tako je tudi v Teniški akademiji Gospod Ficko iz Sevnice, kjer so ponovno pripravili teniške kampe. V Teniški akademiji Gospod Ficko med šolskimi počitnicami organizirajo teniške kampe, na katerih otrokom pripravljajo aktivno preživljanje prostega časa s športnimi, zabavnimi in izobraževalnimi vsebinami. Kamp je namenjen tako otrokom, ki so že vključeni v tenis, kot tudi tistim, ki s tem športom še nimajo izkušenj. V bistvu smo pripravili cel teden, se pravi 5 noči traje kamp, oziroma 6 dni, in v bistvu zraven samega teniškega dela je spoznavanje atletskih vsebin, ki jih v bistvu otroci in pa športniki rabijo v svojem vsakem dnevu, se pravi preventivni trening, vzdržljivostni trening, koordinacijski trening in v bistvu to vse skupaj na nek igralen način. Tako da skrbimo za to, da v bistvu iz kampa grejo bolj motivirani. Potem pa zraven tega še mentalne delavnice, torej v bistvu samo spoznavanje teh potreb športnika, ki jih mora imeti, od koncentracije do fokusa, do neke kontrole misli, emocij. Na Listci pa je potekal pester program animacij. Torej od poslikave obrazov, risanje tatujev, izdelovanje različnih izdelkov, ki jih naredijo sami, pa jih potem odnesejo domov, team building igre, spoznavne igre z socialno pedagoginjo. Včeraj smo imeli trening z kineziologom, ki je tudi preveril v bistvu njihovo kontrolo drže, ravnotežja. Naučili so se kineziotaping izvajati, tako da bodo lahko tudi, ko bodo šli iz kampa, uporabljali to sami. Potem veliko smo na bazenu, zdaj ko je poletje, kjer potekajo različne štafetne igre, waterpolo, paintball, odigramo na pravem paintball igrišču. Privoščimo si kakšen pohod po sami Listci. Teniškega kampa se je v prvi skupini udeležilo 22 otrok, razpisali pa so 4 termine, 2 v juliju in 2 v avgustu. Zelo mi je všeč, ker se veliko zabavamo, igramo tenis, različne nove vaje sem se naučila, pa te trake, če imaš poškodbo, sem se naučila nalepiti, pa všeč mi je zelo. Načeloma igramo tenis, gremo na bazen, imamo take igre, razne, kondicijski treningi, pač tak, kamp. Tudi zabavamo se včasih,
se pohecamo včasih, ampak ko so pa kaj resni treningi, pa delamo fejst. Zaenkrat so igralci pa otroci iz Slovenije, različnih koncev Slovenije, različnih klubov, tako da tudi vključujemo trenerje iz različnih slovenskih klubov, predvsem na področju Posavsko-Dolenjske regije, ampak tudi od drugod. Aktivnosti na teniškem taboru potekajo skozi ves dan, začnejo jih že z jutranjim prebujanjem. Cilj aktivnosti je, da se otroci povezujejo, da spoznajo nove prijatelje, da še dvignejo nivo svojega tenisa tekmovalci, pa tudi da postanejo bolj samostojni. Tukaj imamo najmlajše, ki hodijo, ki so ravno kar končali z vrtcem, tako da se osamosvojijo, da vidijo, kako je to, da so brez staršev in se naučijo nekaj novega. Trenutno v Teniški akademiji gospod Ficko sicer trenira okoli 70 otrok. V lapidariju galerije Božidar Jakac je na ogled razstava slikarja, kiparja, performerja in vsestranskega umetnika Armanda Maroka z naslovom Biti je biti. Razstavo Biti je biti Armanda Maroka so v lapidariju odprli z nekajmesečnim zamikom. Ker umetnik prihaja iz Milana in takrat, ko je bila seveda razstava namenjena za odprtje in ko bi morali mi upraviti transport, se je ravno začela pandemija, ki je bila pravzaprav ravno v tem območju Italije celo najmočnejša. Zato smo seveda razstavo zamaknili, nismo niti vedeli do kdaj. In takoj, ko se je prikazala priložnost, smo napotili profesionalno transportno službo, da je šla po umetnine. Tako da smo verjetno eni prvih bili, po mojem mnenju celo v Evropi, ko smo gostili umetnika iz Milana. Gre za italijanskega umetnika starejše generacije, ki sicer izhaja z juga Italije. V 50 letih prejšnjega stoletja se je preselil v Milano, kjer je bil takratni vrvež sodobne italijanske umetnosti. Na kar se je navezal pod, lahko bi rekli pod narekovaj, botrstvom Luča Fontane tudi Armando Maroko in začel ustvarjati slike, skulpture, ki so izrazito prostorske, ki imajo izrazit poudarek na materiji in na plastičnosti in ki ves čas v ospredje dajejo naravnost samih materialov. To se mogoče še bolje vidi potem v naslednjih sobah. Razstavo, ki smo jo pripravili tukaj, bi lahko celo označili za neko miniaturno retrospektivo, kajti ravno v tem prostoru so dela, ki so iz konca 50. začetka 60. let in potem čisto na koncu dela je že iz 21. stoletja, stara nekaj let. V svoji bogati karieri je umetnik realiziral številne projekte na prostem v sodobnih galerijskih prostorih, a prav tako v cerkvah in samostanih po Italiji. Za svoj doprinos k sodobni italijanski umetnosti pa je prejel številne nagrade. Dvakrat je gostoval na Beneškem bienalu. Tako da smo zelo veseli, pravzaprav, da imamo priložnost. Pravzaprav je bilo tako, da je avtor sam prišel v Kostanjevico na Krki in povprašal po možnosti razstavljanja, kar nam je seveda nekako še dodatno daje neko zadovoljstvo, da je našo galerijo prepoznal za tako, kjer bi on lahko razstavljal. Dokaj hitro smo se potem tudi dogovorili o možnostih in obliki same razstave. Kot še dodaja Milovanovič, je to vrstna smer in formula, ki prihaja iz italijanske smeri, v Sloveniji precej neznana. Mi seveda v Sloveniji smo imeli to gibanje precej močno, ampak je bilo bolj navezano na srednjeevropski prostor in so koloriti povsem drugačni. Največkrat asfaltna barva ali temno rjava ali kaj podobnega. Tukaj pa vidimo mediteranski duh, žive barve, vpliv Mediterana, odkudar pravzaprav Maroko tudi prihaja. Razstava je v lapidariju galerije Božidar Jakac na ogled do 9. avgusta. V grafičnem kabinetu Bogdana Borčiča v galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki, ki hrani del likovne zapuščine tega slikarja in grafika, je na ogled že 14. postavitev tamkajšnje stalne razstave. Letošnja postavitev nosi naslov Za zaprtimi vrati. Na letošnji razstavi predstavljajo izbor 19 del, grafik, risb in 2 pastelni sliki, ki so nastale na prelomu 60. do sredine 70. let. Gre za oblikovno in tudi vsebinsko raznorodna dela, ki pa jih vseeno povezuje sorodno oblikovanje človeških figur, seveda čas nastanka, ter osebni, vizualni simboli umetnika.
Hkrati pa na njih vidimo tudi krokije ter grafizme, to so sledi umetnikovega rokopisa na grafično ploščo. Grafični odtisi so večinoma izvedeni v več različicah, v katerih je umetnik iskal nove vizualne učinke z otiskovanjem grafične plošče v različnih barvah. Še posebej se preigravanje s koloritom pokaže v 3 grafikah iz leta 1969. S upodobitvijo vrat, nad katerim je napis Polovo 8, tako da jih lahko umestimo v mediteranski milje otoka Visa, od koder je prihajal Borčičev oče in kjer je Borčič tudi preživljal veliko svojega časa. Grafike iz tega obdobja se dotikajo tudi ohojevskega reizma, ki je težil k temu, da bi vsak objekt z njegovo vizualno prezenco doživeli kot samostojno entiteto, kar je še posebej vidno v 2 grafikah iz leta 1969, Prazna konzerva in Ribja konzerva. V teh delih lahko vidimo tudi nek popartistični duh časa, v katerem so nastala, saj se nam na dlani ponuja vzporednica tudi z ikoničnim delom Andyja Warhola, konzerva Juhe Campbell. V obeh primerih gre torej za nek potrošniški izdelek, torej konzervo hrane, ki pa je Borčič pridodal tudi svoje osebne vizualne znake. To zanimanje za vsakdanje predmete, torej za predmete, ki tvorijo umetnikov svet, se potem prenese tudi v naslednje desetletje njegovega ustvarjanja, v njegov slavni cikel z motivi morskih polžev in školjk. Galerija Božidar Jakac v grafičnem kabinetu Bogdana Borčiča hrani več kot 1400 umetnikovih del. Zato vsako leto postavimo novo stalno postavitev in poskušamo predstaviti torej njegove cikle oziroma tudi pripravljamo razstave, ki so bolj tematske. Razstava bo na ogled do začetka februarja 2021. Poglejmo še na spletni portal leposavje.com. Sledi pregled najbolj branih novic minulega tedna. Spoštovani gledalci in gledalke, hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.